Zadnjo aprilsko soboto je na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah potekalo že 17. jurjevanje po vrsti, ki je družilo tako najmlajše na otroškem jurjevanju, kakor tudi malce starejše na Godba festu, ki je potekalo že tretje leto zapored. Na povabilo župana Mirana Gorinška so občino obiskale tudi delegacije prijateljskih mest iz Gornje Stubice in Križevcev iz Hrvaške, Hlohovca iz Slovaške ter Pšine iz Poljske. Jurjevanje se je pričelo z mini Jurjevo povorko, kjer so mali Jurji, Marjetice in Zmaj uprizorili konjiško legendo, na katero so vsi domačini zelo ponosni. Delujoče godbe, domača godba Napihala Slovenske Konjice in gostujoči godbi iz Hrvaške in Avstrije, puhački orkester Dobrovoljnog vatrogasnog društva Špičkovina in Musikverein Götzendorf an der Leitha in mladinski pihalni orkester Glasbene šole Slovenske Konjice so nastopili s svojim pestrim programom in navdušili obiskovalce v prireditvenem šotoru in ob njem.
Konjičanke in Konjičani, dragi gostje, toplo pozdravljeni na 17. jurjevanju tukaj na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah, ki je kot po običaju vedno priložnost za veselje. In danes imamo vsaj 3 razloge za veselje. Prvi je prav gotovo to, da je sonce dokončno pregnalo zimo in da je Konjiška gora že zelena do vrha in da v naše kraje prinaša toplino in s tem priložnost, da se lahko svobodno gibljemo po naravi in se posvečamo svojemu delu. Drugi razlog je prav gotovo to, da nam na simbolni način narava pove, da odnaša zlo iz naše doline in ta zgodba, anekdota o svetem Juriju, Zmaju in Marjetici želim, da od vseh odnese vse, kar je slabega iz vaših družin, iz vaših krogov prijateljev in iz vaših delovnih sredin. Naj zlo izgine, tako kot je mraz izginil. In tretji razlog je prav gotovo to, da so danes z nami prijatelji iz drugih krajev, iz drugih držav in posebno veselje mi je, da so danes prvič med nami prijatelji iz poljskega Povjata, okraja Pščina, da so z nami prijatelji iz Slovaške in prijatelji iz dveh mest iz Republike Hrvaške. To kaže na to, če se navežem na to, ko sem dejal, da je potrebno, da zlo izgine, to je najboljši način, da zlo izgine na način, da smo prijatelji med seboj, da se družimo, da navezujemo stike. Dogajanje je spremljal bogat spremljevalni program. Na stojnicah je bila na ogled in seveda tudi možnost nakupa pestra izbira izdelkov domačih obrti in lokalnih dobrot. Likovniki so ustvarjali na prostem, člani društva Jurjeva konjenica pa so prikazali po starih šegah podkovanje konj. V kotlih na prostem so predstavniki različnih društev kuhali zmajevo kotlovino za pokušino vsem obiskovalcem prireditve. Z bučnimi koračnicami Združenih godb Pozdravljena Slovenija in Gremo na Štajersko se je pričel 3. Godba fest. Vmes je za popestritev poskrbela še vokalna skupina Sekstet Lindek, ki ponuja vedrino, sprostitev in upanje, da domača pesem ne bo zamrla in da jo bodo poznali tudi naši otroci. Starejšim zbuja spomine, jih razveseljuje in poživlja. To je vokalna skupina, ki jo vodi Franz Žerdoner, mnogim znan po svojem glasbenem znanju in ustvarjanju v večjih skupinah. Nastopajo širom Slovenije in tudi v tujini, popestrijo marsikakšen rojstni dan ali druga praznovanja. Njihov repertoar pesmi je izjemno obsežen, prevladuje 4-glasno petje. Izvajajo pa tudi ljudske in narodno-zabavne skladbe, za popestritev pa radi zapojejo tudi tuje, predvsem dalmatinske pesmi. Nastopali so tudi v oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi, kjer so s ponosom predstavljali domači kraj Frankolovo. Iz tega kraja izvira njihovo ime in sicer iz gradu nad Frankolovem po imenu Lindek. V skupini pojejo prvi tenor Karl Rečnik iz Reč in Janez Pinter iz Frankolovega, drugi tenor Jože Selčan prav tako iz Frankolovega, prvi bas Tone Noner iz Stepanskega vrha, drugi bas Franc Črpinček iz Frankolovega in glasbeni mojster Franz Žerdoner iz Vinske Gore. Je to
Posebnim očesom konjiškega zmaja je bil že četrtič zapored sestavljen najdaljši konjiški štrudl, ki je meril v dolžino celih 91,5 metrov, s čimer je bil zopet dosežen rekord. Od leta 2011, ko je meril 32 metrov, naslednje leto že 65 metrov in lani 77 metrov. Samo krajani Žič so tokrat prinesli 22 metrov štrudla, takoj za njimi pa varovanci in kuharice Lambrechtovega doma s 15 metri. Izvrstno dišečo sladico so organizatorji prireditve, zaposleni na Konjiškem centru za kulturne prireditve, razdelili med obiskovalce. Zvečer je družbo zabavala skupina Palinka Band, ki je letos že tretjič na konjiškem jurjevanju poskrbela za različne plesne ritme in malo praznične nostalgije.